Drage bralke in bralci, gledalke in gledalci, dobrodan in dobrodošli na predvolilnem soočenju pred parlamentarnimi volitvami 2022, ki ga v Mariboru organiziramo medijska hiša Večer in televizija BKTV. Živimo v zahtevnem, nepredvidljivem času, času kriz, zdravstvene in po novem tudi varnostne. Vojna v Ukrajini je v zadnjih tednih pomembno zarezala tudi v življenje predvolilne Slovenije, še predtem pa epidemija COVID-19, ki se še ni končala. Vprašanj, na podlagi katerih se boste odločili, komu oddati svoj glas, je veliko. Na enem od soočenj je seveda nemogoče obdelati vse, a nič hudega. Večer in televizija BKTV bo v naslednjih tednih pripravila še nekaj predvolilnih lokalnih soočenj in razprav. Gremo kar na delo, imamo veliko stvari za obdelati in poglejmo, kdo je danes z nami tukaj v Mariboru. Izbrali smo 8 strank, ki jim po javnomnenjski anketi ni na medije trenutno kaže najbolje. Začeli bomo na moji desni, predstavnik Levice, gospod Boruto Sonkar. Poslanka Liste Marjana Šarca, gospa Lidija Mirnik Divjak. Poslanec Socialnih demokratov Franc Trček. Predstavnica Gibanja Svoboda, gospa Lena Grgurevič. Predstavnik Slovenske demokratske stranke, gospod Dejan Kaloh. Predstavnik Nove Slovenije, gospod Bernard Memon. Poslanec stranke Alenke Bratušek, Andrej Rajh. In državni sekretar, predstavnik gibanja Povežimo Slovenijo, gospod Franc Kangler. Spoštovani kandidati, kandidatke, hvala lepa za vašo udeležbo. Prosim za vsebinsko argumentirano, konkretno in predvsem seveda tudi strpno razpravo. Vaši odgovori naj bodo kratki in jedrnati, da bomo lahko obdelali čim več tem. Enako velja pa seveda tudi za replike, ki so zagotovo zaželene. Gospod Kaloh, ste predstavnik vladajoče stranke, zato bomo začeli z vami. Ukrajinska kriza ima velik vpliv na naše življenja, ne gre le za vrnitev vojne na evropska tla, ampak tudi za številna druga vprašanja, ki jih bomo seveda obdelali. Predsednik vlade je bil v Kijevu, tako rekoč prvi se je zavzel za tako imenovano no-fly zone, v Ukrajino je vrnil odpravnika, poslov in tako naprej. Na predvolilna soočenja prvakov strank pa za zdaj v Sloveniji ne hodi. Gospod Kaloh, ali gre na nek način za načrtno preokvirjanje razprave z domačih tem, soočenja z epidemijo, posledic zdravstvene in zdaj varnostne krize na mednarodne teme in nenazadnje na izogibanje očitkom strani opozicije o razgradnji demokracije in urbanizaciji v Sloveniji? Ja, hvala za uvodno vprašanje. Najprej seveda pozdrav desnemu polu, ki je zelo številčen, tudi levemu polu. Zdaj na vaše vprašanje, vsaka vojna je presežno zlo, po moji oceni. Vojna, tako ste dejali, vpliva na vso Evropo, seveda tudi na Slovenijo. Zdaj globalni distribucijski tokovi jasno so prepleteni, zato jasno imamo že te uvide v te krize, ki bodo prihajale. Zdaj moram kategorično zanikati, ko ste dejali, ne da bi se kdorkoli strateško komorkoli izmikal. Zdaj, kot veste, premijer na tistem soočenju, ko se je govorilo, je bil z hrvaškim premijerom skupaj, tako da do tega soočanja z šefom kolegice na levi bo definitivno prišlo, po mojem vedenju. Zdaj, kaj se pa tiče investicij, ki bojo sledile seveda v te obrambne sfere, naj spomnim, da v letu 2020 in letu 2023 je v slovensko vojsko namenjenih dodatnih 432 milijonov evrov. To se mi zdi, gospod Stepišnik, pomembno, kajti zviševanje sredstev smo mi v koaliciji pozdravili, v opoziciji ne. To zaradi varnostnega aspekta, da bo slovenska vojska pripravljena, ker to gre v naši soseščini, se mi zdi pomembno za predpogoj varnosti naše države, predpogoj sploh družbe kot celote, da lahko normalno delamo in živimo, se mi zdi nujno, da takoj na začetku izpostavim. Hvala lepa, gospa Grgurevič. Prihajate iz stranke, ki kaže, da bo prva izzivalka Slovenske demokratske stranke za zmago na teh volitvah. Zakaj bi bila vaša stranka drugačna od tistih, ki so nazadnje nastale tik pred volitvami in so bolj ali manj vse po vrsti razpadle? Se lahko takšna nova po politični kilometrini neizkušena stranka sploh sooči z takšnim gomilom izzivov in kriz, ki se kopičijo pred to državo? Jaz sem prepričana, da ja. Samo Zakaj? letos. Zakaj? Zato, ker menim, da smo se tukaj aktivirali posamezniki, ki smo v življenju mogoče vsak na svojem področju že dosegli neko realizacijo, se izkazali in nismo recimo tako kot sedanji premier, poklicni politiki, vemo že iz
časa Zveze komunistov, pa nadaljnih 30 let na sceni. Mislim, da smo vsi zaznali, da je nastopil pač trenutek, ko je poseženo v temeljne pravice in svoboščine ter, bom rekla, pravno državo na tak način, da je aktivacija vseh posameznikov, ki bi lahko kakorkoli pripomogli k temu, da se preseže dosedanje stanje, nujno. Ne? Nikomur, meni osebno zagotovo ni bila prioriteta vstopiti v politiko, vsi smo ekonomsko osamosvojeni, pač pa gre dejansko za, menim, da nujo. Gospod Kangler, iztočnica za vas iz odgovora gospe Grgurevič. Iz vrst evropskih voditeljev in tudi slovenske politike je bilo v prvih odzivih na vojno v Ukrajini slišati, da se tudi tam brani evropska demokracija pred Putinovo militantno avtokracijo. A na drugi strani so ravno vam, ste državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve, opozicija in pomemben del civilne družbe očitali, da ste med mandatom uporabljali številne avtokratske Putinove metode, ko ste na glavo obrnili policijo, kaznovali dijake, ki so zahtevali šolo, v solzivec ovili Ljubljano med protesti in sicer pregranjali kritično misel. Kaj odgovarjate, gospod Kangler? Da, to vaše mnenje. Včeraj sem se vrnil iz Brusla, iz rednega zasedanja ministrov, ker sem zastopil Slovenijo, slika popolnoma drugačna. Vi si želite, da bi bilo to res, pa to ni resnica. In jaz sem prepričan, da Slovenci znamo, da zmoremo in tudi s tem, ko je predsednik vlade obiskal Kijev, je pokazal, da Slovenija lahko, če zmore, vodi eno pomembno politiko v tem delu Evrope. In jaz sem prepričan, da ne glede na to, ali smo v opoziciji ali v koaliciji, je potrebno takšne resorje tudi izkoristiti. Ta kriza je negativna za gospodarsko rast, negativna za Evropo, lahko pa je tudi pozitivna. In tistem delu, ko vidim, da je pozitivna, naprimer, ker bomo tudi danes govorili o letališču in razvoju Maribora, tukaj lahko povem, da v roku 14 dnevih se bo spostavila redna linija Viser Maribor-Skopje. In to tisti Viser, ki je deloval na območju Ukrajine, na območju Rusije, ki se sedaj seli v Slovenijo. In če znamo to izkoristiti, je to boljša prihodnost za Slovenije. Kaj pa gospod Kangler, iz vprašanja očitki o avtokratskih prijemih v Sloveniji? Glejte, Gibanje Svobode še pred 3 meseci ni bilo. Ker je nekdo, ki je imel 40 000 evrov plače, bil užaljen, da mu niso podaljšali mandata kot direktorju, se je odločil, da kandidira z vsemi ustavnimi pravicami in spoštljivostjo, ima pravico, ampak zgolj iz užaljenosti. Za Slovenijo je potrebno imeti politično kilometrino. Jaz sem prepričan, da na evropskem parketu znamo in zmoremo, ter da smo na zadnjem predsedovanju, kot tudi vi govorite, o zaplinjanju Ljubljane in podobno, dokazali, da zmoremo gostiti v Sloveniji več kot 40 predstavnikov, predsednikov držav ali vlad v Sloveniji. Ne glede na to, kaj opozicija misli. Gre za Slovenijo, gre za prihodnost Slovenije. Kratka replika, gospa Grgurevič, potem gremo dalje. Ja, jaz bi vas prosila, gospod Kangler, koliko je bila plača predsednika, boste ponovili? Jaz bi vas lepo Rekli prosil... ste 40 000 evrov. Ja, bruto. Koliko je bila plača predsednika? Je bila S temi nagradami bom 6600 evrov. Nagrade so pa v podjetju GEN-I bile izplačane samo, vkolikor je bilo podjetje enkrat boljše od vseh ostalih podjetij. Vi si lahko nastavljate pač svoje ljudi v firme državne, kjer imajo še više plače, pa potem se to skupaj propade, ni problema. Na kratko, gospod Kangler. Naj me gospa pove, kdo v državni firmi ima višjo plačo kot gospod Golob. Z imenom in priimkom. Želim. Ja. Če mi dovolite, ne bomo se zdaj zapletli okoli plače, o tem je bilo ogromno povedanega. Veliko dela nas čaka o Mariboru, o dražitvi hrane. Na kateri strani ste vi? A mi boste dovolili repliko? Izvolite, gospod Kangler, na kratko. Prosim gospoda, pove konkretno, na kateri politik ali gospodarstvenik je imel večjo plačo v državni firmi ali državni ustanovi, kot je imel gospod Golob. No, takoj, ko boste vi odgovorili na to, kakšno plačo ima, je imel predsednik Naj GEN-I. gospod Golob, 40 000 evrov? Naj gospod Golob lepo pokaže celi slovenski javnosti, kakšna je bila davčna napoved za leto 2020, 2021. Hvala lepa obema. Gospod Trček.
Še to Gospod bom jaz Trček. povedala, bi skoraj da mogla, ne? Na hitro. Okay. Neko so davčne napovedi, ne? Lahko imamo tudi poslance, ki delajo za 3500 evrov, ne? Ampak če se krade od zadaj milijone, tako, ne? Kot se je izvajalo v tem, potem se pač, prosim lepo. veste, je Gospod vprašanje, Trček. kakšna je A smem? Gospod Kangler, dobili boste še besedo v naslednjih krogih replik. Gospod Trček, ali se moramo med to kampanjo v Sloveniji pogovarjati predvsem o težavah slovenske demokracije, kondiciji neodvisnih institucij, medijev in tako dalje, ali o Putinovi agresiji na Ukrajino? Vaši stranki, obratno koalicija in vlada očitata putinizem, komunizem, izkoriščanje vojne za napad na vlado. Čež da je še nemški kancler Scholz pohvalil Janševe akcije za mir v Ukrajini in to med obiskom Tanje Fajon. Hvala. Lep pozdrav v imenu Socialnih demokratov. V 8 letih se navadiš počakati, da prideš na vrsto. Zdaj, hiter odgovor na to bi bil, očitno se nekdo sramuje mladosti in se prepozna v njej in pol nabija in išče drugega. Jaz pa osebno mislim, da bi se morali pogovarjati o nekih drugih zadevah. Jaz imam tukaj v bistvu neki vladni dokument. UMAR je urad za makroekonomske analize in razvoj, poročilo produktivnosti iz leta 2021 izšlo je januarja letos, upam, da ste ga kolegi vsi prebrali, ni smešno. 9% visokotehnoloških podjetij je med vsemi podjetji, ki imajo ustrezno rast produktivnosti. Pa je nek minister v 3 vladah zadolžen za to, pa je včeraj govoril, da smo mi konkurenčni Zahodni Evropi na rangu nizkih plač. Opozarjali smo pri načrtovanju tako sedanje kohezije nove 21-27 kot pri načrtu za okrevanje in odpornost, da se izrazito premalo, kot jaz rečem, penez namenja pametnem prehodu. Veste, če to skupaj seštejemo, to je vladni dokument na 100. strani, so za nami zgolj Češka, Malta in Ciper. To se meni zdi ključni rebus. Veste, mi se moramo pogovarjati o 2 jurjih bruto, ne pa o jurju 74 bruto, koliko je trenutno minimalna plača. In jaz bi se rad o tem pogovarjal, ampak se bojim, da bo tle neki ping-pong, ki so ga že začeli pred menoj. Hvala. Gospa Mirnik Divjak, nadaljujemo z vami. Vaš predsednik Šarec je morda najodločneje med opozicijo napovedal, če zmagate tako rekoč kadrovski cunami. Vrnitev v normalnost, novo demokratizacijo, kot se je izrazil. Torej si lahko obetamo že videne metode pod vsemi vladami tako rekoč političnega kadrovanja. Sistem bo ostal enak, le ene strankarske ljudi bodo zamenjali drugi. Ali vendarle načrtujete spremembe zakonodaje v smeri zaščite neodvisnosti medijev, nadzornih organov pred političnimi apetiti in vplivi in podobno? Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav, spoštovani prisotni, kolegice, kolegi. Zdaj samo apropo temu, kar se je prej dogajalo. Jaz bi si želela, da danes fantje ne napadate punc, ker smo v manjšini. Pa korektno je, da ženske nekdo brani. To leti na vas, gospod Kangler. Zdaj, kar se pa tiče vašega vprašanja, mi nismo napovedali nobenih političnih čistk. Napovedali pa smo, da bomo vse nekompetentne kadre, to ste pa razumeli vi. Jaz pa vam povem, kaj smo povedali. Povedali smo, da bomo vse nekompetentne kadre, ki jih je ta vlada nastavila, mimo grede na novo jih je imenovala 1500 do danes, v listi Marjana Šarca oziroma v naši vladi, takrat smo jih imenovali, mislim, da nekaj čez 275, nekaj takega. In okej, jaz celo razumem to, da oni neke svoje kadre nastavljajo. En problem je, prvič, povzeli so vse procedure, ki temu sledijo, potem nastavili so ljudi, ki nimajo osnovnih pogojev, ne izobrazbenih, ne kompetenčnih, niti ne z neko, da rečem, izkušnjami. In to je seveda narobe. In kaj bomo mi naredili? Mi bomo pustili tem institucijam, da delajo, da ostanejo neodvisne, ker osnovni problem tega kadrovanja je bil samo to, da je njihov, da ima politično ta pravo izkaznico in to je narobe. V LMŠ-ju nikoli nismo poudarjali, nikoli ni bil pogoj to, da kdo zasede kako mesto, da mora biti član LMŠ-ja. Nikoli. In to bomo nadaljevali. Zakaj? Zato, ker je treba dati priložnost vsem, predvsem pa tistim, ki so kompetentni, dobri, najboljši. Zakaj? Zato, ker politično kadrovanje je pripeljalo do tega, da je bilo potrebno celo v Pošti Slovenije zamenjati, 3 ali 4 nadzornike, da so prišli ta pravi, ki so roko dvignili za nekoga, ki pač ne ustreza pogojem. Gospod Kangler,
prišli bomo do vaše v krogu replik. Gospod Osonkar, A smem repliko, ker me je imenovala? boste gospa? prišli na vrsto, imamo še 3 tukaj, ki še niso prišli do besede. Gospod Osonkar, vas je v Levici vojna v Ukrajini le prepričala, da je izdatke za obrambo potrebno dvigniti, da vojska potrebuje ustrezno opremo in oborožitev in da je članstvo v NATO potrebno. Denimo v Novi Sloveniji vam vse skozi očitajo, da ste tako rekoč za razorožitev države, kar da bi bil v trenutnih razmerah tako rekoč samomor. Najprej dober večer, pa hvala za povabilo. Če govorim bolj počasi, imam 4 minute ali moram bolj hitro govoriti? Ok, v redu. Probajte govoriti tako, da vas bojo razumeli. Okay, ja, to predvsem, ja, hvala. Ker sem prvič na takih zadevah. Ne? Čudi me navijaški ton tukaj, ampak ok. Ne, ni nas prepričalo. Stališče Levice je jasno že kar nekaj let, kar se tega tiče. Mirovne politike in pa nevtralnost. Zakaj? To ne pomeni, da nimamo vojske, ampak smo pa nevtralni. To pomeni, da nismo blizu dobenemu bloku in pa dobeni vojaški zvezi. Kaj pomeni, da se gremo mirovne politike? Gradimo zunanjo politiko, ki gradi na prevenciji konfliktov in pa mednarodni razvojni pomoči. V Sloveniji, ne vem, če je znano, imamo od leta 1998 vlada ustanovila ITF, to je Ustanova za krepitev človekove varnosti. Od tega leta, od 1998 naprej, sedež ima v Ljubljani, je spravila v promet 485 milijardov dolarjev donacij. Kaj pomeni to? Šlo je za razvoj, za deminiranje, pomoč otrokom, ki so pač stopili na nagazne mine, izvajajo protestetiko, v 31 državah pomagajo širiti mirovno politiko. To je naš zunanje politični ugled, ki ga imamo na tem graditi in pa na človekovih pravicah. Zakaj? Še samo na kratko. Vojna je zavržno dejanje. Dva imperializma sta se srečala na evropskih tleh. Kje pa je Evropska unija? To je pozicija, ki bi jo morala Republika Slovenija za svojo zunanjo mirovno politiko tudi forsirati naprej in tu graditi svoj ugled. Še mogoče to, dve zgodovinske evidenci imamo 91-41, kaj se je zgodilo. 91. je pravzaprav vojska, ki bi nas morala braniti, bila težava, je bila agresor, 41. pa je vojska, ki bi nas morala braniti, razpadla in smo bili prepuščeni gverili oziroma samoorganizirano ljudstvo, ki je dvakrat uspešno obranilo državo. Hvala, gospod Memon. Nova Slovenija poleg Slovenske demokratske stranke najbolj zagovarja dvig obrambnih izdatkov in orožarske investicije. Vemo tudi v luči slovenske naraščajoče zadolženosti in napovedi, da se bodo razmere na finančnih trgih začele poslabševati, bodo prihodnja vlada, zagotovo pa tudi naslednje, morale zategniti pas. Na račun koga, gospod Memon, bi torej vi še dodatno krepili obrambni proračun? Naj vam povem, da je predsednik Združenja ravnateljev ravno pred dnevi dejal, da je nujno dvigniti proračun za šolstvo, za stabilnost šolskega sistema na vsaj 6% BDP-ja. Ja, dobro večer še enkrat z moje strani. Jaz mislim, da se z vsemi temi številkami, z vsemi temi napovedmi se pretirava. Zakaj? Zaradi tega, ker mi pravzaprav v tem trenutku želimo v tej časovnici v roku 4-5 let nameniti za obrambo 1%, se pravi 1% tistega, kar ustvarimo. In če je to preveč za obrambo, ki je pravzaprav ena izmed najvišjih vrednot v vseh državah, pravzaprav potem ne vem več, kaj prav pa kaj ne. Jaz mislim, da dejansko zdaj ta kriza v Ukrajini je pokazala pravzaprav 6 ur vožnje z avtomobilom, kako blizu je pravzaprav žarišče in kako brutalna je lahko vojna se strani osebe, za katerega si nismo nikoli mislili, da bo šel v tako brutalen konflikt. In je to pravzaprav presenečenje za vse. In jaz mislim, da moramo biti pripravljeni, kajti prav ta kriza je pokazala, nekaj mesecev nazaj smo se še pogovarjali o kibernetski varnosti, pa o hibridnih grožnjah. Danes vidimo, da tudi konvencionalna... bi nekako večali obrambni proračun. Kje bi jemali, gospod Memon? Jemali ne bi nikjer, zaradi tega, ker smo se tudi z vstopom v Zvezo NATO zavezali, da bomo vsaj do leta 2024 poskušali nameniti 1,5% bruto družbenega proizvoda za obrambne izdatke. Vse članice Zveze NATO so se zavezali s pogodbo in s pogodbe je treba spoštovati. In pogodbe je treba spoštovati in pravzaprav vsa dinamika pri nas je nastavljena tako, da na račun ničesar ne jemljemo, nikjer ne jemljemo na račun tega, da bomo obrambi dajali. Hvala lepa. Gospod Rajh, še vi ste na vrsti, potem pa gremo pravzaprav prijave vseh v krog kratkih replik. Gospod Rajh, zadnje levo-sredinske vlade so po pravilu končale mandate predčasno v notranjih sporih, da ne rečem v razbitinah.
Zakaj bi volivci tokrat verjeli, da bo drugače, če boste vaša koalicija Ustavnega loka in Gibanje Svobodo sestavljali prihodnjo vlado? Poglejte, najprej lep pozdrav vsem skupaj v imenu stranke SAB. V stranki SAB smo vedno pokazali, da smo trden in zanesljiv partner in že tretjič gremo na volitve. Vsako leto imamo boljši rezultat, tudi tokrat ga bomo imeli. Jaz sem prepričan, da bo Slovenija po 24. aprilu dobila stabilno in močno levo-sredinsko vlado, da bo zmagala koalicija KUL in da bo z gospodom Golobom, njegovo stranko, sestavila stabilno vlado, ki bo Slovenijo pripeljala nazaj v zahodne države, med zahodne države, kamor tudi spada. Torej so stari spori in zamere sedaj nekako pozabljeni ali kako? Poglejte, mi imamo sklenjen sporazum o povolilnem sodelovanju in mislim, da smo vsi dozoreli, da se napak iz preteklosti ne bo ponavljalo. Mi preprosto moramo Slovenijo vrniti na prava pota, na pot demokracije, na pot pravne države, svobode medijev in neodvisnega sodstva. Hkrati pa moramo preprečiti plenjenje, ki se dogaja. Imamo rekordno visok primanjkljaj, več kot 10 milijard evrov novega dolga, torej 20 000 evrov na vsakega prebivalca. Od tega je šlo samo 5 milijard za COVID zadeve, 5 milijard pa nekam neznano in vse to bomo morali plačati in takrat nas bo zelo, zelo bolela glava. Hvala lepa, začnemo krog replik z gospodom Kalohom, potem se selimo gospodu Kanglerju. Gospod voditelj, samo ena kratka replika na izvajanje gospoda Rajha. 5 milijard je seveda vaša vlada pod vodstvom Alenke Bratušek zmetala v tajkunske banke noter, ne? Mi pa smo z 10 PKP paketi dali ljudstvu pa gospodarstvu. Zdaj dovolite mi, ker se mi zdi pomembno, no, zdaj gospod Mamon je govoril o teh meji odstotka, pa ta odstotek je 2 %, ne? Do leta 2030. Tako, do 2 %, kar se tiče obrambnega proračuna v kontekstu zaveze NATO. Zdaj, kdo je malo gledal tuje medije, je videl nastop Olafa Scholza, kjer je v Bundestagu dejal, da bojo letos za obrambni proračun namenili 100 milijard evrov, se pravi, to je tista varnostna politika, v kateri moramo tudi v Sloveniji slediti, če seveda hočemo imeti usposobljeno slovensko vojsko in jasno zagotovljeno varnost v naši prelepi domovini. Gospod Kangler, na kaj želite replicirati? Sem že vam prej omenil, spoštovani voditelj, gospe Lidija Divjak Mirnik. Spoštovana Lidija Divjak Mirnik, jaz sem spoštljiv do vseh, do žensk in do moških danes tukaj. Ampak če ste se odločili za politiko, tam ne velja, ali si moški ali ženska. Vi imate svoj glas. In če imate svoj glas, in ko govorite o kadrovskih cunamijih, veste, jaz sem pa malo lokal patriota, glede na to, da prihajam iz Maribora, za razliko od vas. Bili ste 2 leti v vladi, povejte mi, koga ste skadrovali iz Maribora ali iz okolja? Nikogar. Sledili ste Ljubljančanom. Jaz pa sem ponosen tako na direktora Pošte, kot na direktora Dravskih elektrarn in druge direktore, ki so v državnih ustanovah, ker prihajajo z našega okolja. Saj z nami dihajo in z nami živijo. Predlagam, da se razprava o odnosu do žensk in spolnih kvotah v politiki preseli v neko mirnejše okolje. Ni to zdaj tema. Gospa Lidija Divjak Mirnik, bili ste izzvani, izvolite, kratka replika. Spoštovani gospod Kangler, zdaj midva se že fez dolgo poznava, ne? Zdaj o policiji in o, ja, res je, 2006 ste bili župan, jaz sem bila takrat prvič izvoljena v mestni svet in takrat je bilo, tako je zdaj v vladi, ne? Tak bo, kot sem jaz rekel. In tako je bilo in tako je tudi zdaj. Žal. Zato se pa Mariborom marsikaj pozna. Jaz nimam popolnoma nič proti, če je kdo iz Maribora, iz Ljubljane, če je kompetenten, če ima znanja, če ima v končni fazi tudi izobrazbo. Zakaj ga niste predlagali? Vi ste pa storili, kaj? Cunami ste naredili, zamenjali čisto vse. Koga? Zamenjali ste tudi nižje uradnike, Gospod ki niso Kangler, vaši, prosim, samo pustite, zato, da pove do ker konca, niso gospa vaši. poslanka. In temu se reče politično kadrovanje in ti ljudje so pod političnim pritiskom. In ti ljudje seveda ne delajo strokovno, kompetentno, ampak delajo po navodilih. In tega v LMŠ ne počnemo in nikoli ne bomo. Hvala lepa. Ampak gospa Grgurevič, izvolite. Ja, jaz se zahvaljujem gospe Mirnik za podporo, ampak se tudi strinjam z gospodom Kanglerjem. Jaz sem za enakopravnost, tudi prevzemam soodgovornost. Ne glede na to sedaj, ali si moški ali ženska, jaz sem za enako obravnavanje. Imela bi repliko oziroma pripombo glede vlaganja v
Kaj? Ja, Prosim, malo mi lepo, dajte še, publika. prosim. Jaz sem za razliko Prosim. od tukajšnjih, ne, sedaj prvič nastopam, tako da tu bi pa res mogoče prosila za malo razumevanja, bom vam hvaležna. Prosim za tišino Ja. v dvorani, da lahko kandidati normalno povejo svoje odgovore. Glede Za vladanja, doseganja 2% oziroma 1,5% v zvezi z našimi zavezami kot članice NATO. Jaz mislim, da je tu predvsem potrebno izkoristiti to, da ni nujno vlagati v tanke ali pa v oklepnike, pač pa je tukaj izbor zelo širok. Se pravi, lahko je to znanost, raziskave, kibernetska varnost, ne nazadnje in podobne stvari. Se pravi, mi lahko vlagamo v, ali pa recimo reševanje, helikopteri, vlagamo lahko v stvari, ki bodo potem služili dejansko naši državi oziroma civilni družbi. To. Gospod In pa- Trček. Ja, zelo na kratko, kolega Bernard je rekel, ne jemljemo. Veste, v bistvu vsaka politika jemlje. Vsaka politika bolj ali manj razumno soodloča, kako se polnijo javne blagajne in od tam se jemlje. Nikoli ne voliti nekoga, ki bom rekel, jaz dajem. Noben od nas ni prodal tiste Janševe klinike v Avstraliji, s katero se hvali, pa dajal. Če bi Kangler bil lokalpatriot, razmišljujoč lokalpatriot, ne bi menjal gospoda Soviča s potrjenim mandatom, novim in z izkazanim znanjem, s končanim študijem in tako naprej. Zdaj, če se dotaknemo obrambe, mi imamo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Veste, neki človek pa v bistvu bolj z desne strani ulice, ki nas je približeval NATO, mi je rekel, veš Franjo, ko ugasnejo kamere, kaj so generali NATO? Trgovski potniki orožarske industrije. In da končam, mi moramo gledati Ukrajino tudi, a veste, ker zgodba nakupa orožja v Sloveniji je kaka. Smo imeli izraelske havbice, pa je pol nek pubec nastradal na počku. Potem vedno smo imeli afere, vedno kupujemo neke oklepnike s preslabo bojno močjo. Lahko Irži pove, ki je polkovnik iz te stroke. Pol, če gledate Ukrajino, ne, kupil boš oklepnik preslabo opremljen 2 milijona ali pa tank 12, pa bo pa en izurjen z ročnim metalcem, ki stane 15 jurjev, te se su. Mi moramo iz Ukrajine tudi razmisliti, kako oborožitev kupovati za obrambo Republike Slovenije. Spoštovani kandidatki, prosimo, da ste v replikah strnjeni in krajši, če ne bomo prišli daleč. Zdaj pa še gospod Memon se je prijavil, gospod Rajh, na kratko, prosim oba. Ja, gospodu Rajhu moram replicirati. Dejansko smo si v Evropski uniji izpogajali večino nepovratnih sredstev, se pravi, jih ne bo potrebno vračati. Tam, kjer se pa pogovarjamo o kreditih, pa je treba omeniti, da so to tudi večinoma krediti z negativno obrestno mero. Se pravi, vrnemo manj, kot smo si sposodili. To je ključno, to je treba poudariti in tudi pravzaprav naša zadolžitev je pod povprečjem Evropske unije, gospodarska rast pa je nadpovprečna, tako da tole vse pove, te številke in te primerjave. Gospod Rajh, na kratko. Tako, poglejte, v letih 2004-2008 je nastala bančna luknja, ki je bilo treba plačati zaradi nezavarovanih kreditov. Danes se zgodba ponavlja 10 dodatnih milijard in to je ta rezultat dela te vlade. Kar se vojaških izdatkov tiče, bi vseeno rad povedal in izpostavil, da se mi moramo še bolj sekirati, kako bomo ob davčnih olajšavah, ki jih ta vlada tako forsira, sploh lahko plačali penzije, šolstvo, sodstvo in druge državne podsisteme. To so ukrepi, torej ti ukrepi, ki jih vlada sprejema, nas morajo zelo, zelo skrbeti, ker če vemo, da imamo davčnih prihodkov, dohodnine, približno 3 milijarde evrov in da vlada kar naenkrat načrtuje za 800 milijonov evrov olajšav davčnih, potem pomeni, da bo nekje denarja zmanjkalo in zato mora priti do spremembe vlade, da se ti postopki razgradnje državnih podsistemov, javnega šolstva, javnega zdravstva, neodvisnega sodstva in medijev končajo. Na kratko, gospod Kangler, potem zaključimo ta krog in se premaknemo naprej. Ja, jaz sem zelo vesel, da je gospod dr. Trček javno priznal, da oni jemljajo, da ta vlada tudi jemlje. To ni res. Ko so bili oni na oblasti, so jemali. Ta vlada pa je dala. Ta vlada je dala večje penzije, ta vlada je razbremenila gospodarstvo, ta vlada je dala večje plače, ta vlada je dala turistične bone, razbremenila gospodarstvo. Gospod Kangler. Ja,
Zakaj mi skačete v besedo? prodali. Zakaj mi skačete v besedo, gospod Stepišnik? Pod vprašanje. Glejte, ta vlada je naredila vse v COVID-10 zakonov, ki so bili sprejeti, da smo reševali gospodarsko-ekonomsko krizo. In gospodu iz Sava, da omenim, 8 gospodarska rast, kje bomo imeli? Ja, prilive v proračun, državni proračun bodo večji, zaradi 8% gospodarske rasti. In najnižja brezposelnost v zadnjih 30 letih. Ampak tega si gospodje ne želijo priznati, ker niso bili sposobni. Raje so vrgli puško v koruzo in pustili slovenski narod na cedilo, da so drugi prevzeli odgovornost in rešili problem Slovenije. Dve kratki repliki tukaj, potem pa je v tem krogu konec. Izvolite. Gospod Kangler. Izvoli, Lidija, izvoli. Ja, če meni da besedo, prosim. Na Gospod kratko, Kangler, gospa- puška v koruzi je bila zadnje demokratično dejanje v zadnjih 2 letih. To, kar vi ne razumete. Ne razumete, zato ker ste nas počasi pripeljali, veste v kaj? V avtokracijo oziroma, če smo natančni, v diktaturo. In tega si mi ne želimo. To je prvič. Drugič, ta vlada daje. Ta vlada je naredila ene pufe. Pa veste, koga ste zapufali? Moje nerojene vnuke. Ne vem, če jih bo imela. Imajo pa že zdaj kredit. In ta vlada daje naš denar. Denar, ki ga vsi Slovenci plačujemo v ta budžet. Pa kar se še tiče samo teh 10 protikoronskih paketov, nič ne rečem, saj so bili nekateri zelo potrebni, oziroma so bili tudi dobro namerni, samo en catch je bil noter, tako vedno pri vas. Od zadaj so bili potaknjenci, od zadaj so dobivali denar, pa vam lahko za šolstvo naštejem koliko, kdo in tako dalje. Vaše ste filali z denarjem in to, gospod Kangler, je narobe in vi tega ne razumete. Gospod Trček, gospod Kaloh, potem pa gremo na naslednje vprašanje. Zadnje pol milijarde državnega Vsi so dolga. državljani Republike Slovenije. Franca, Gospod lahko Kangler, prosim. Zadnje pol milijarde državnega dolga, ki ga moramo odplačati, zapade leta 2081. Takrat bo moj vnuk star čez 60 let, Kalohova hčerka se mi zdi čez 70. To so dejstva. Dajmo se o tem pogovarjati, kako bojo lepo živeli do takrat. Zdaj, vlada daje, bom zelo kratek, sem 3 zgodbe. Kulice pa kravate za EU predsedovanje ste kupovali kje? Pri firmi od brata Janeza Janše, ki jo je prepisal na sinove. Dalje, nabavljali ste opremo preko firme, kjer je pač bila Toninova mama, v štartu je bil dobiček nastavljen pri 30 milijonih na 15 milijonov, pa tudi če novinari lažejo, če so narobe računali, pa upam, da ne, tudi če je bil na 5, je bilo to vsaj 3-4 milijona preveč. Dobesedno nategnili ste Joca Pečečnika, kjer je moral še nekaj Zdravko Počivalšek dobiti, je pa ne vem, bratranec ali sestrična šival, tisti, ki bi rekel Marko Bandeli, gumica, ne vem kaj maska. Pika. Gospod Kaloh. Ja, zdaj, samo na kratko se nisem premislil oglasiti, ampak zdaj to, kaj je Franjo zdaj govoril, ne, to zdaj, kdo bere necenzurirano, to isto, kot da bi bral Tofa pri nedeljskem tistem dnevniku, to je totalno resno. Kaj se pa tiče, kaj pa gospa Divjak Mirnik govori ves čas o avtoritativni, o totalitarni državi. Glejte, za najprej, ker je tudi bil prej gospod Sovič omenjen, pa direktor Pošte, zdaj korporativno pravo je vsaj v osnovah elementarnih potrebno poznati. Ne? Koliko je meni znano, vse bilo v zakonskih okvirih, tako da vsa ta imenovanja so bila čisto v skladu z zakonom. Zdaj, gospod Mirnik, vi se boste pospomnili, ko je vaš predsednik Šarec v imenu predsednika vlade državnim podjetjem dejal, kje se naj oglašuje. To je avtokracija. En stavek. To je čista laž, tako vse tisto, kar pišete Dobro. v teh svojih trobilih. Hvala lepa. Ljudje se v tem času sprašujejo seveda, kako bodo plačevali položnice, cene na njih rastejo, ali bo hrana enako dostopna, ali se jim bo poslabšalo življenje. Gospod Sonkar, poleg energentov se draži tudi hrana, žito je te dni zaprlo 2 obrata, trdijo sicer, da je to načrtovana konsolidacija pekarske dejavnosti, ne posledica visokega dviga cen pšenice in drugih surovin. Kaj konkretno v eni minuti prosim storiti, da bo hrana v Sloveniji ostala cenovno dostopna za vse? Nekaj dosti se ne da. Ne? V enem letu tega ni mogoče izvesti, zato ker gre za zadeve, ki so praktično bolj ali manj izven dometa, vladnega dometa. Da se na nek način z enimi manjšimi ukrepi
zniževati ali pa držati cene pod nadzorom, ampak v enem letu je zadeva praktično neizvedljiva. Kar se hrane tiče, preprosto premalo smo samopreskrbi. Pa če tudi bi bili na področju žita mesa, kjer so različne stopnje samopreskrbnosti, v visoki meri samopreskrbni niti več nimamo na voljo trgovcev, ki bi spravili do potrošnikov brez trgovskih marž produkte. Kar se goriva tiče, bi mogoče upozoril na eno zadevo, ki v dobri meri pravzaprav piše, zakaj tu gre. Mislim, da je 2014-2015 minister Počivalšek povedal, ko so se liberalizirale cene za gorivo, da je to dobro za vse. Torej za proizvajalce, prodajalce in potrošniki. Takrat je bila cena dizla 0,9 evra, zdaj je 1,4 evra. Skratka, to pomeni dobro. Toliko pravzaprav o namenih, tradicijah, sposobnosti te vlade, ki to dela. To so dolgoročni ukrepi in pa v enem letu se tega preprosto ne da rešiti. Zakaj? Tudi zato, ker smo pravzaprav Slovenija toliko mala, toliko šibka, da nimamo več niti svojih trgovskih verig in roba prihaja od zunaj. Skratka, smo kleščeni pravzaprav v neko mednarodno trgovino, o kateri ne govorimo, kakšna je ta pozicija, pa bi morali. Manevrski prostor je sila mali. Gospa Lidija Mirnik-Divjak, vendarle iztočnica, bi morala prihodna vlada trg goriv v Sloveniji regulirati na enak način, kot je bil reguliran pred liberalizacijo? Ja, pri tem je treba biti zelo previden, zaradi tega, ker smo videli, kaj se je zgodilo, ko so začeli tisti popusti se zmanjševati prodajalcem. Te stvari se nam bodo zelo vrnile, seveda vrnile se bodo v proračunu. Torej ne ostane sistem. Seveda jih je potrebno regulirati, ampak tu je ta vlada tisti prvi del že zamudila. Vi se vsi spomnite, da je takrat sprostila cene, kao trg bo svoje naredil, so nam razlagali. Point je pa bil samo v enem, v tem, da je Vizjak kupil Petrolove delnice in so se pač odločili, da bo rajši zaslužil, kot pa skrbeli za vse nas. Pa samo mogoče še, kar se tiče samooskrbe. Podnebne spremembe so tiste, ki so nas doletele, ki se jih moramo vedno bolj zavedati in seveda, kaj lahko mi zelo konkretno, da rečem, za kmete storimo takoj. To pa lahko. Se strinjam, da ene stvari ne grejo, nekatere pa lahko. Prvič, subvencioniramo lahko namakalne sisteme. Oroševanje drugič lahko subvencioniramo. Tretjič, protitočne sisteme lahko tudi subvencioniramo. In pa še četrtič, zavarovalnine za vse te, ker je to vse drago, kmetje seveda nimajo denarja, lahko kmetom subvencioniramo in s tem takoj naredimo, da bomo še bolj samooskrbni, zato ker pač ne bodo te ujme in vse to uničile pridelka. Hvala. Gospod Trček, kakšni so možni kratkoročni konkretni ukrepi za pomoč kmetijstvu? Gospod Osonkar pravi, da je možno stvari spremeniti v bistvu le na nekako dolgi rok. Dobro, Borut bo prišel šele v politiko, pa ga drugače zelo cenim. Če bo potrebno kratkoročno, seveda imamo tle DDV, je bil že neki predlog, da se v bistvu zniža za te neke osnovno hrano, če se tako izrazim, ali celo začasno odpravi. Seveda, regulacija cen je potrebna. Glejte, mi smo že med COVID-om imeli to, kar imenujemo vojno dobičkarstvo, ne smemo ga imeti sedaj. Mene je včeraj klical neki znanec, vam povem zgodbo, en ponudnik električne energije hoče 7,8-krat dvigniti stroške štroma v enem domu starostnikov. Mislim, to bo treba gledati in regulirati. Potem so tle tu še blagovne rezerve v nujni sili. A veste, in ko to poslušam, se spomnim, v Franciji, v eni dolini so kmetje imeli malo poln kufer EU regulacij in so rekli, mi gremo na zaupanje, pridite, kupujte pri nas. Na vse zadnje tudi to. Hvala lepa, gospa Grgurevič. Gospod Kaloh, citiram Zvezo potrošnikov, pravi, predlagamo, da vlada preuči možnosti za znižanje oziroma ukinitev DDV-ja za nepredelana živila. Bi takšen predlog v Gibanju Svoboda in v Slovenski demokratski stranki podprli? Ja, jaz menim, da je, vse pravim, nižanje DDV-ja za določena ciljna živila zagotovo smiselno. Prav tako pa mislim, da se treba posvetiti vprašanju, se pravi, da napravimo nek pregled, kje imamo presežke, kje imamo manke. Recimo, jaz vidim eno priložnost v premiku, mogoče recimo v proizvodnji mleka imamo gotovo presežke, se pa izvaja to v dolinah. To je možno preseliti ob seveda ustrezni subvencija kmetom, da bi se jim to splačalo delati na zaraščena višja območja, s tem bi sprostili enostavno doline in jih namenili temu, kjer pa imamo manko. To so žita,
to je zelenjava, sadje tudi, ne, se pravi, Dobro. Gospod Kaloh, prosim. Ja, zdaj predvsem ne delati panike, ne? Kruha ne bo zmanjkalo, mogoče res ne bo 10 vrst donatov, ne, tako je naš predsednik vlade rekel, tako da tudi bodimo malo, kako bi rekel, tudi državnotvorni pri tem zbujanju upanja pri naših državljanih, zdaj v času te vojne v Ukrajini. Zdaj kmete bomo davčno še dodatno razbremenili, ne? Tudi zdaj poenostavili bomo njihovo poslovanje in trženje. Zdaj jaz prihajam, zdaj že tretjič kandidiram v tem ob mariborskem okolju v Dupleku, tam je dosti teh predelovalcev vrtnin, ne, tudi njim treba pomagati, da lažje potem tu v Mariboru prodajajo. Zdaj, kaj se pa tiče tudi sklada kmetijskih zemljišč, smo se pa zavezali, da ga bomo v naslednjem mandatu enostavno ukinili, ker je sam sebi namen, ne, in naj se zemljo ukvarjajo tisti, ki bodo dejansko predelovali. In tu jaz vidim tisto samoskrbo našega naroda. Hvala lepa še za preostale 3 kandidate v tem krogu, konkretni ukrepi za cenovno dostopnost hrane za vse, ali na davčni strani, subvencijami z neposredno pomočjo kmetom na kakšen drug način, ali imate še kakšne konkretne ideje. Gospod Memon, gospod Rajh in zaključimo z gospodom Kanglerjem. Glede, prvo treba povedati, da ta inflacija ni produkt tega, da bi se gospodarstvo preveč pregrevalo, ampak zaradi tega, ker je pravzaprav dobava iz teh kriznih žarišč, ki so zdaj krizna žarišča, je dejansko pomanjkljiva. In seveda tudi zaradi energentov, ki so se podražili. Na začetku treba povedati, da smo naša vlada, smo že vložili pravzaprav 310 milijonov evrov v prestrukturiranje kmetij, kar je ključno, da se poveča sama produktivnost kmetij, da se zaraščena kmetijska površina pravzaprav predela v takšno površino, kjer bomo lahko pridelovali čim več hrane za domačo samooskrbo, brez javnih naročil za javne zavode. Se pravi, vsi javni zavodi v Republiki Sloveniji morajo priti do teh produktov, naših slovenskih produktov, brez posebnega postopka birokratskega na področju javnega naročanja in potem pravzaprav tudi obvezen odkup hrane strani zavodov, kot sem že povedal, in seveda govorimo o šolah, vrtcih in tako naprej. Tukaj lahko ogromno naredimo, da pravzaprav tudi z subvencijami pomagamo tistim kmetovalcem, ki imajo težko dostopna kmetijska zemljišča in jih morajo predelati v bolj uporabna zemljišča, tem bi namenili malo več denarja na težko dostopnih kmetijah. Gospod Rajh, kako bi vi pomagali slovenskemu prehrambenemu sektorju in kmetom predvsem? Poglejte, slovenski prehrambeni sektor in tudi potrošniki smo zelo podvrženi vplivom inflacije, ki je v Sloveniji kar 7%, medtem je v Švici 2%, v Avstriji 3,5% in seveda to je posledica nespametnega trošenja in zadolževanja države in te vlade in to bomo seveda vse plačali. Od gospodarske rasti, ki jo, hvala Bogu, imamo, ne, če se vse zadeve 7% držijo, pa realna inflacija je bistveno večja, če bi pogledali pravo košarico dobrin, bi videli, da ljudje živijo vse in vse težje. En ukrep je seveda zmanjšanje DDV-ja. Drugi ukrep, ki bi se nam v SAB-u zdel smiseln, je, da bi vlada naložila oziroma kmetijsko ministrstvo naložilo, da morajo kmetje v tej sezoni sejati žita in poljščine, ki jih primanjkuje. To bi lahko kmetijsko ministrstvo z eno uredbo ali pa okrožnico naredilo. Prosim lepo. Tega ni naredilo in to je ukrep, ki je hiter. Mi imamo višek pri pridelavi mleka, mi imamo višek pri pridelavi mesa, vemo, da je govedoreja zelo potratna, kar se tiče žit in drugih surovin in seveda, če bi se tam malenkost pridelava znižala, da bi bili še zmeraj samooskrbni, druge pa na ta račun povišala, bi seveda bili samooskrbni in bi seveda to imelo tudi posledice na ceno. Gospod Kangler, zaključujemo ta krog z vami, potem kratke replike in gremo dalje. Ja, bom istočasno tudi repliciral gospodu ob meni. Ampak najprej prosim za odgovor na vprašanje. Mi nimamo viškov mleka, nimamo viškov mesa, mi uvažamo. Kar se tiče kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov, da bo potrošnik zadovoljen z ceno, to je bilo vprašanje. Kratkoročni ukrep je, da sprostimo državne blagovne rezerve. S tem sporedno, da vlada sprejme ukrepe in na nek način, če Nemci, ki so odvisni od ruskega plina, lahko zagotovijo, da bodo v 4 letih prestrukturirali gospodarstvo in da bo samooskrbni, da ne bodo več odvisni od ruskih energentov, potem mislim, da Slovenci si moramo vzeti zgled in da to lahko rešimo. In kar se tiče kmeta, kmet dela pridno, slovenski kmet ima premalo zemlje,
Mi v Povežimo Slovenijo podpiramo, da se sklad kmetijskih zemljišč prestrukturira in da se slovenskemu kmetu zemlja podeli. Za primer, ko govorimo o DDV-ju, pa povem to. Če na Štajerskem bučno olje pridelamo, moramo plačati 9,5% DDV-ja. Če pa na Primorskem olivno olje, pa si oproščen DDV-ja. Pri čemer je postopek popolnoma enak. Zakaj niste tega spremenili v tem času, gospod Kangler? Zato, ker je potrebno spremeniti vrsto zakonov. 2 leti je bilo premalo. Če dobimo svoj mandat, sem prepričan, da bomo to tudi storili. Gospa Grgurevič, gospod Trček, gospod Kaloh. No, jaz bi tukaj... Kratki v replikah, lepo prosim. Prej gospod Kangler govoril o slogi, lokalpatriotizmu. Jaz potem predlagam, da bomo delovali recimo skupaj, vsi izbrani, ne, menim, da smo tukaj mogoče zagotovo, upam, da vsi lokalpatrioti, pa se bomo potrudili skupaj to narediti, ne. Menim, da je zelo potrebno delovati prav na ta način, se pravi, skupne cilje, brez nekih delitev glede na to. Kar se pa tiče samo to na kratko, mi imamo presežek mleka, pač pa uvažamo ne mleko, pač pa končne mlečne izdelke. Ja, to so pač statistični urad, lahko vam pokažem, kdo se je smejal. Ok, to je to. Gospod Trček, gospod Kaloh. Ja, gledajte, za štart, ne glede katera vlada bo, če minister reče, dan se bom z vami pogajal o odkupnih cenah mleka, se prideš pogajati. To se včeraj ni zgodilo. Mlekarji so čakali ministra, ni ga bilo, tista ekipa se pa pol ni nekako upala pogajati. To je eno dejstvo. Zdaj, glede, kar je rekel gospod Kangler, glede olja in tako naprej, jaz sem bil takrat še samo v Združeni levici, pa s kolegico Bojn Klajnšček sva uredila pod Cerarjevo vlado status malih pivovarjev v Sloveniji. Ne. Če se hoče, se da. Če najdeš razumevanje tudi na finančnem ministrstvu in kje se to da narediti v parih mestih. Ne rabiš za to 4 leta, prosim. Gospod Kaloh. Ja, vaše izhodiščno vprašanje. Jaz se načeloma strinjam, da bi ukinili DDV za nepredelana živila, seveda potrebno je narediti neko, bi rekel, kompetentno raziskavo. Zdaj, ker pa se toliko govorilo na tej famozni zadolženosti, zdaj ob nastopu naše vlade, marca 2022, ne, se pravi do 18 je prevela Šarčeva vlada, je bila 82% ne, v deležu BDP-ja. Do zdaj, do tega trenutka, smo uspeli spraviti na 74%. Kaj to pomeni? Da tisti krediti, ki so bili najeti po nižji obrestni meri, seveda, Lidija, številke so ti neznana, ne, oziroma kaj več kot milijon je že težko razumeti, se bodo ti krediti z lahkoto vračali. To je pomembno. Gospa Lidija Mirnik Divjak, izvolite. Ja, Dejan, zdaj si se že izkazal, da pač edino, kaj znaš, je žaljenje. Zdaj pa, kljub temu, še enkrat ti bom razložila, kar se tiče BDP-ja in zadolženosti. Šarčeva vlada je v zgodovini prvič pustila plus na računu, ne boš verjel? Plus na računu, ne? Ja, BDP je bil 62 za O hrani smo se pogovarjali, nekako smo zdaj zašli ponovno v temo, ki smo jo že obdelali. Ne? Zato, ker pač je treba odgovoriti na neumnosti, ki je gospod Dejan Kaloh razlaga. BDP takrat zadolženost je bila v času Šarčeve vlade 62%, v času vaše, danes je pa preko 80%, mimo grede. To so oni pufi za tiste naše nerojene otroke, ampak nekaj drugega sem hotela povedati. Kar se tiče, hotela sem ti replicirati na način, da se pravzaprav s teboj celo enkrat strinjam. Pa veš kje? Tu, da ni potrebno delati nobene panike. In jaz se s teboj strinjam. Ampak imamo pa problem, ne? Da umirjena, kredibilna komunikacija pač te vladi ni blizu. In kaj se potem zgodi, ko se začne vsa ta vojna in to na Ukrajini? Gospod predsednik vlade se norca dela z ljudi, ko govori, ne boste pač imeli 10 vrst rogljičkov. To je cinizem in norčevanje iz ljudi. Mi pa v tem trenutku, samo da dokončam, mi pa v tem trenutku potrebujemo umirjeno, kredibilno komunikacijo, ker namreč inflacijo poganjajo tako imenovana... Prosim lepo, da nekako v miru razpravljamo tukaj. Inflacijo namreč poganjajo inflacijska pričakovanja, to je tisto prepričanje ljudi, da se bo vse podražilo in potem ljudje drvijo v trgovine in kupujejo kvas pa mleko pa oziroma kvas pa moko pa vse tisto, kar je zmanjkalo tudi v času covida. Zakaj? Zato, ker je potrebna kredibilna in umirjena komunikacija. Dobro, gospod Sonkar. Ja. Še eno kratko stvar bi opozoril, no, ki zdaj pravzaprav ni povedala, v čem je problem. Ne? Hrane lahko pridelamo toliko, ne glede na to, koliko so naši dragi kmeti uspešni, usposobljeni in tako dalje in imajo pač raznih zakonodajnih ukrepov, kot je zniževanje obdavčevanja. Če omejeno količino zemlje imamo in to je to.
Ne? Znotraj meje Republike Slovenije je toliko površine in kaj se nam dogaja z kmetijskimi površinami, gradimo stanovanja, trgovske centre in pa tovarne. Ne? Skratka, treba je tukaj prioritete postaviti, kaj bomo pravzaprav. To se nam je pa pravzaprav zgodilo včeraj. Ne? Premešale so se nam avtoritete. Še zmeraj jasno, da ponavljamo zgodbe, ki so že bile, pa jih moramo na nek način soočiti drugo z drugo, kar se tukaj zdaj dogaja. Ampak zvečati moramo število kmetijskih površin. Eno je problem zaraščanje, drugo pa je pozidava. Ne? Pozidava, na primer, s čem je povezana? Še ne gre samo za kmetijsko politiko. Ne? V periferiji, kot vsi vemo, v Mariboru in okolici, vzamemo primer, je ogromno stanovanjskih hiš in naselij, ki so tipska, ki so pravzaprav spremenile namembnost zemljišča, zgradili so potem gradbeni baroni stanovanja, ki jih potem po visokih cenah prodajajo. To je en problem, drugi pa je, da se cene v mestih stanovanj višajo iz špekulantskih namenov. Nepremičninske agencije so zelo vesele, ker zdaj že iz Ljubljane v Maribor hodijo vsem kupovati prazna stanovanja. Torej, za stanovanji zasedamo kmetijsko zemljišče, župani so veseli, ker se pač dvigne potem tudi proračun njihov, glavarina se zviša, v mestih špekulanti zasedajo prazna stanovanja, ljudje se selijo ven. Kaj je pa posledica tega? Zmanjšujemo število kmetijskih površin. Še kakšna replika? Hvala lepa. V tem krogu ni replike, eno zelo hitro vprašanje še za vse. Pogovarjamo se seveda tudi o cenah energentov, cenah elektrike. Dve debati ta hip tečeta v Sloveniji zelo ključni. Ena je seveda o zapiranju rudnika in termoelektrarne Šoštanj, o opustitvi torej uporabe premoga za proizvodnjo elektrike, druga pa o gradnji jedrske elektrarne oziroma njenega drugega bloka. Ali je zaradi trenutnih razmer na trgu, gospod Rajh, potrebno prilagoditi časovnico zapiranja Teša 6 in rudnika v Velenju in pospešiti gradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne ali ne? Poglejte, v stranki SAB smo prepričani, da smo za varno in zanesljivo oskrbo z električno energijo odgovorni sami in da zato moramo tudi sami poskrbeti. Kar se novih, torej zato tudi predvidevamo ustanovitev tretjega energetskega stebra, ki bo pospešil gradnjo sončnih in vetrnih elektrarn, njihovo umeščanje. Zavedati se moramo, da na blokih praktično ni sončnih elektrarn, pa vsi stanovalci plačujejo prispevke za obnovljive vire energije in tem vsem našim someščanom se na tak način dogaja krivica. Kar se tiče jedrske elektrarne, sam osebno ne nasprotujem, je pa to zadeva, ki je potrebna, bom rekel, širokega družbenega konsenza in tudi verifikacije javnosti na referendumu. T6 pa po časovnici. Gospod Kangler, na kratko. To sem da povedati na kratko, treba pa imeti Takšni časi so. Ja, res je. Treba pa imeti zgodovino. Mi imamo Dravske elektrarne. Spomnite se tistih časov, ko smo nekateri poslanci, ki prihajamo z Maribora, protestirali, da je nekdo potisnil Dravske elektrarne v HSE. Zakaj ste vrnili sedež HSE-ja v Maribor, gospod Kangler? Ena izmed pogojev bo, da se drugi hidrosteber dela v Mariboru. To je šlo takrat, ko je bila LDS-ova vlada za rob Maribora. Če pogledate v T6, kdo največ kapitala vlaga not, kdo ga je največ vložil, dobiček iz Dravskih elektrarn, vi vsi, tudi vi, pa ste bili tiho pa molčali v Mariboru, ko smo se nekateri izpostavljali, pa borili, da bi to obdržali. In je potrebno Dravske elektrarne vrniti nazaj. In če smem še to, mi dovolite. To je vaš odgovor glede... Da ni moj odgovor. Popeljte se v Belgijo ali pa na Dunaj, pogledajte, koliko imamo vetrnic. Koliko jih imamo v Sloveniji? Samo 2 na Primorskem. A smo res toliko papeški od papežev, da ne znamo spraviti dokumentov skozi in dati soglasja za čisto energijo, zeleno energijo? A res? Gospod Memon. Na račun zdravja ljudi... Na račun zdravja ljudi ni možno barantati. Jaz pozdravljam dinamiko, ki jo je vlada zastavila, da bomo celo 2 leti prej dosegli tiste vmesne rezultate znižanja ogljika in se pravi uporabe premoga v Sloveniji. Alternativa zagotovo je to, kar je pravzaprav tudi danes razprava na Evropski komisiji, da se jedrska energija pravzaprav uvršča v zeleni prehod in zagotovo je potrebna ta komplementarni pristop, se pravi jedrska energija na eni strani, ki bi lahko bila za potrebe gospodarstva in seveda obnovljivi viri energije za potrebe gospodinjstev. Gospod Kaloh, hvala lepa. Ja, se absolutno strinjam.
Kaj je bilo povedano strani gospoda Memona, zdaj to je bil tudi pogovor premijev obeh, ne, hrvaškega in našega predsednika vlade, se pravi gradnja drugega bloka NEK-a, zdaj jedrska energija zagotavlja neko permanentno zanesljivo skrbo z električno energijo, ne, hkrati tudi po konkurenčni ceni in pa seveda zmanjšuje to odvisnost, ki zdaj imamo zaradi te vojne v Ukrajini. Še ta stavek samo, kar je že predhodnik rekel, tako imenovani OVE, se pravi obnovljivi viri energije, pa tudi so tisti, ki zmanjšujejo odvisnost in jaz upam, da bomo dosegli strategijo do leta 2030, se pravi, da bomo ta delež povečali vse do 27% v končni bruto porabi energije. To mora biti cilj Slovenije. Hvala, gospa Grgurevič. Zelena politika, razogljičenje, to je pač, bi rekla, nekako paradni konj tudi naše stranke Gibanja Svoboda. Vemo, da je naš predsednik nekdo, ki absolutno je že izvrševal to zeleno politiko, katere cilj je bilo zeleno, samo malo, sončne elektrarne v vsako slovensko gospodinjstvo in pa, se pravi, popolno razogljičenje do leta 2030. Tukaj imamo znanje, imamo ljudi, ki so to sposobni narediti. Žal so takšni ljudje iz funkcij pod to vlado absolutno bili odstranjeni. Tako da, ja, glede jedrske elektrarne bi pa rekla, ne, vemo, da absolutno lahko nadomesti, spada na področju EU tudi pod zelene vire, ne? Vsekakor pa je tukaj potreben širši družbeni konsens. Torej referendum, če vas prav razumem. Gospod Trček, gospa Divjak Mirnik in zaključimo z gospodom Osonkarjem, potem pa se selimo v mesto, za katerega vsi pravite, da imate najrajši. Seveda referendum, ampak socialni demokrati smo realisti, imamo kar nekaj strokovnjakov z energetskega področja, jaz sem pa še večji realist, vi ste imeli zelo krasen članek o tem v zadnji vašem sobotnem branju, ne. Glejte, sej načeloma ja, dajmo vsi štrom delati, okej. Bomo zamenjali 16 000 trafotov nizkonapetostnih, bomo prekablirali 45 000 kvadratnih kilometrov, pa jih malo še v zemljo zakopali, ne, kaj že gospod Marinič rekel, da je to med 7 pa 10 milijard. Jaz nisem strokovnjak za to, tudi če je sam 5 milijard. Meni je dosti bliže, veste, včasih, dajmo kaj pogledati na avstrijsko stran. Zapeljimo se v Murek ali Cmurek, jaz sem bil s Klimabundistom takrat že na začetku politične kariere, tam so naredili rastlinjak, na strehi rastlinjaka imajo solarce, vsak občan, občanka je lahko kupil od 1 do 5 enot. Na takšen način. A veste, ker mi se moramo zavedati, več akterjev v energetskem sistemu pomeni več šuma, pomeni manjšo robustnost energetskega sistema, to sem se še od Šege naučil. Gospa Mirnik Divjak. Odgovor na vaše... Torej, ali podaljšati obratovanje TEŠ 6 in pospešiti NEK 2. Odgovor na vaše vprašanje je da, NEK 2 pospešiti, ampak potem pri tem seveda moramo biti pozorni, da se nam TEŠ 6 ponovno ne zgodi, zato mora biti široka javna razprava, strokovnjaki morajo seveda stvari povedati in pa če je treba seveda tudi ljudi vprašati na referendumu. Če pa želimo energetsko postati neodvisni, pa to lahko dosežemo samo na en način, to, kar smo se pravzaprav tudi zavezali z EU-jem, zeleni dogovor, voda, sonce, veter in pa ne smemo pozabiti na ta naš del, ker imamo geotermalno energijo, ki jo lahko uporabljamo in efekt dosežemo pravzaprav dvakrat, ko ogrevamo po zimi in ko ohlajamo poleti. Tako da seveda v te alternativne vire treba začeti vlagati ne samo na papirju, ampak v resnici. Gospod Osonkar, zadnja beseda v tem krogu je vaša. Do 2030 moramo za 50% znižati ogljični odtis. Ne? Kako nam bo to uspelo? Ne? Težko bo. Prepozni smo. Te politike bi se morale že prej dogajati. Ne? Zdaj pravzaprav spet tako rekoč v paniki, histeriji, podobno kot smo prej razpravljali o vojni z Ukrajino in tako dalje, o samopreskrbi, spet nekaj delamo pod nekim pritiskom, ne? Ki si ga tudi sami ustvarjamo. Prvič, zakaj ne bi poslušali strokovnjakov, kaj o tem pravi? Zelo različnih strokovnjakov. Dajmo jim na neko obdobje, 6 mesecev, gledajte, potem boste pa vi izdelali, kam pravzaprav mi lahko pridemo. Levica, seveda, obnovljivi viri energije. Ne? Sej to, kar mi govorimo, je ekološki demokratični socializem. Obnovljivi viri energije. TEŠ 6 ne, jedrska, to ni obnovljivi vir energije, čeprav EU je pač silom prilike rekla, ajde pa naj bo, se mi zdi, da je bilo to.
gremo na referendum, dajmo odločiti. Pri tem, da mora prej biti izdelano stališče strokovnjakov okrog tega, katere so pravzaprav sploh naše možnosti. Okvir, znotraj katerega razmišljamo, pa je 20, 30, 50% znižanja ogljičnih. Hvala lepa. Naslednje vprašanje je na nek način povezano seveda tudi z energetiko, ampak odpira tudi druga vprašanja. Država bi lahko samo malo, zdaj pa moramo iti na naslednji krog, gremo v Maribor, gospod Kangler. Država bi po trenutnih informacijah v 7 do 9 mesecih naj podelila 30-letno koncesijo največ 4 sežigalnicam odpadkov, pri čemer so glavni kandidati Ljubljana, Kočevje in Maribor. Sežigalnica seveda tudi v aktualnem kontekstu rešuje nekatere probleme energetske oskrbe in odpadkov, izpostavlja pa predvsem okoljska vprašanja. Konkretno, gospod Memon, ali podpirate gradnjo sežigalnice v Mariboru? Poglejte, sežigalnico imajo tudi večja mesta, kot je recimo Dunaj, v središču Evropske unije, in jaz za sežigalnico, če dejansko je v skladu z vsemi standardi okoljevarstveni, nimam nobenih težav, kaj ti rešimo pravzaprav en način lahko pravzaprav odkurjena odpadkov, na drugi strani tudi uredimo lahko na ta račun tudi toplovod. Tako da, če je zadeva okoljevarstveno sprejemljiva, jo podpiramo, seveda ne pa preveč blizu centrov. Jaz mislim, da je prostor za sežigalnico malo izven urbanega okolja. Gospod Kangler. Ja. Glede na to, da nekateri ne poznajo zgodovine Maribora, leta 2008 ali 2009 smo že sprejeli na mestnem svetu sklep, kje naj bo ta sežigalnica bo. Krajevna skupnost oziroma mestna četrt Tezno in Tabor sta dala soglasje. Nihče temu ni nasprotoval. Se pravi, Maribor je bil za to, da dobimo sežigalnico na območju Tama, pri čemer bi izrabil energijo tako v zimskem kot letnem času. Energetika je blizu 6 km, 6,3 km do toplovoda. Tudi sam sem podpisal pismo namere z takratnim ministrom za okolje in prostor za 40 milijonov. Morate se pa zahvaliti gospodu Trčku, ki je eden bil izmed tistih, ki je Maribor peljal granitno revolucijo, da teh 40 milijonov ni prišlo v Maribor. Gospod Trček, odgovor na moje vprašanje in na izziv gospoda Kanglerja. Se jaz spomnim, so bili tam v igri neki radarji, ker bi 92% dobila Iskra, neke malega občina. Ko so strokovnjaka za taka partnerstva vprašali iz Nizozemske, se je držal za glavo in rekel, v praksi je to ravno obratno. Zdaj, glede katerekoli te tehnologije, o kateri se pogovarjamo, mora iti na način, kot rečemo, s kratico BAT. Skratka, najboljše razpoložljive tehnologije, ki so trenutno dostopne. Drugič, neko pravilo je, kdor smeti ustvarja, naj jih pospravlja. Po temi pogoji ja, in ker v Mariboru smučamo, si želim, da se da tudi na tej zažigalnici smučati. Kdo pa misli, da je Trček znorel, naj pogleda to vrstno zažigalnico v Kopenhagnu, ker se da lepo gor skijati. Gospa Mirnik Divjak, izvolite. Ja. Sežigalnica, da ali ne? Zgodovina Maribora, pa tisto, kar se je od 2008 pa do danes zgodilo. Res je to, kar ste povedali, gospod Kangler, ampak 2018 se je na mestnem svetu pa zgodovila tudi strategija ravnanja z odpadki, kjer smo soglasno, tudi vaša lista oziroma stranka, sprejeli strategijo, kjer smo tudi soglasno povedali, da ne želimo sežigalnice. Ne? Zdaj pa seveda imamo tukaj problem. Zakaj? Če se spomnite, stvari okrog sežigalnice sploh niso preproste. V mestu, ki se ponaša s tem, da je univerzitetno, ki bi rado imelo zeleni turizem na Pohorju, v mestu postaviti sežigalnico ni najbolj pametno. Zato, dokler bom jaz poslanka, v Mariboru sežigalnice ne bo in Maribor, če lahko končam, nisem še končala, ne bo postal greznica Evrope. Pa veste, zakaj ne? To je mimogrede povedal Orban. Orban je povedal, Madžarska ne bo postala greznica Evrope in je prepovedal, da smo blato tja vozili in očitno zdaj desni pol zagovarja to, da Maribor postane greznica Evrope. Ne bo postal. Gospod Kaloh, ali zagovarja desni pol to, da Maribor postane greznica Evrope? Glede na to, da smo pri mariborskih temah, naj najprej rečem, da je Maribor v mojem srcu že 47 let. To vemo. Ja, vse to je pomembno vedeti. Ne, ja. Zdaj pa prosim, ker odgovorom... Takoj vam povem, pa tudi, ker
mi smo rekli, 100 let je od prostovoljnega gasilskega društva Studence je bilo novembra, ki ga tudi ustanovil moj sorodnik Anton Kaloh za en tak intermezzo. Sežigalnica v Mariboru, se absolutno strinjam. Termična obdelava odpadkov po točko 1 in seveda blata po točko 2. Zdaj, zadnji predlog MOP-a, ko ste omenjali, gospod Stepišnik, res je, kot v domeni državne javne službe omenja 4, se pravi, poleg Celja še naš Maribor, Kočevje in Ljubljana. Pa Ljubljano, tako. Zdaj se pa strinjam z zdravniško zbornico, to vseeno, ne, hipotetično bi lahko bilo za okolje na nek način nevarno, ampak zdaj izbira lokacije sežigalnic ne bo predmet neke široke razprave, jaz se s tem absolutno strinjam, ampak gledajte, gre pa za visoko tehnološke naprave, kjer bojo ti izpusti emisije CO2 verjetno za zdravje ljudi jih praktično ne bo. Tako da v Slovenski demokratski stranki absolutno podpiramo, da bo tudi sežigalnica v Mariboru. Gospa Grgurevič, gospod Rajh. Ja. No, vsaj v nečem smo lahko od SDS-a boljši, ker moje srce pa že 50 let je za Maribor. Ne? Malo heca. Sežigalnica, jaz mislim, da je krožno gospodarstvo v Mariboru lokalno kar dobro uveljavljeno. Menim, da se je tukaj potrebno vprašati, kako dobro bomo izrabili v tem procesu, recimo, kolikokrat bomo predelali plastiko, kaj bomo naredili z odpadnim blatom, ki se lahko recimo uporabi v gradbene namene, to mislim, da v Slovengradstvu izvajajo. Tako da, koliko bi bilo potem dejansko tistega, kar bi bilo potrebno sežgati, ne? Kolikor bi bilo to dobro zastavljeno, tudi ob ustreznih kaznih v primeru kršitev, jaz mislim, je vprašanje, ali je dejansko bi bilo smiselno odpadke, če bi jih v Mariboru imeli malo, bom rekla, kuriti iz cele Slovenije tukaj v urbanem naselju, seveda vemo, da temu sledijo vplivi na okolje, ki se dež in tako dalje. Prav tako pa ne gre za projekt, ki bi bil financiran, recimo, ne, to bo stalo 50 milijonov evrov, to sofinanciranja ne bo. Gospod Rajh. Poglejte, za stranko SAP je zdravo in čisto okolje zelo pomembna programska prioriteta in tudi na našo pobudo smo lani v Državnem zboru sprejeli zakon, ki pripoveduje dajanje na trg najbolj pogosto uporabljenih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Ko se govorimo o odpadkih, se moramo zavedati, da je strategija Slovenije zmanjševanja nastajanja odpadkov, tudi zato se zavzemamo za eno centralno sežigalnico na nivoju države po vzoru Dunaja. Glede lokacije Maribora, da ali ne, je to stvar odločitve Mariborčank in Mariborčanov. Referendum. Imamo pa eno splošno čistak stališče, ne, da moramo, tako kot moramo za energijo in prehransko ter finančno varnost poskrbeti sami, moramo tudi za predelavo končnih, torej ostanka odpadkov, poskrbeti sami. Gospod Osonkar, hvala lepa, gospod Rajh. Tam, kjer se odpadke proizvajajo, tam je treba tudi poskrbeti za njih. Ne? To pomeni, če jih mi delamo, moramo tudi mi poskrbeti za njih, da se tu, tako tudi druge države. Ne? Zakaj gre pri sežigalnici? Gre za sežig v namene pridobivanja električne energije tiste količine odpadkov, ki je ne moremo reciklirati, ponovno uporabiti. Ta del odpadkov bo zmeraj obstajal. To je problem, ki se ne bomo rešili. Zmeraj bo tukaj. Ne? Videl sem to v Kopenhagnu sežigalnico, prelep objekt, estetski, arhitekturni, z visokim dimnikom, ampak z centra mesta se vidi, da je tu dimnik, da je to neka zadeva. Je pa res, da so postavili v okolje, ki ima nek industrijski bazen, tradicijo industrijskega bazena. Ne strinja se s tem, ker se nam verjetno ne bo posrečilo narediti estetsko lepega objekta, da to stoji v bližini Maribora. Nekje pa mora stati, to pa je dejstvo. Ne? Nekaj ukrepov, predvsem pred tem, je treba še tudi vreči na mizo. Naš program, vladni program ravnanja z odpadki v 80% govori o ravnanju z odpadki. Ne? Samo v 20% pa govori o tem, na kak način odpraviti ali pa zmanjšati količino odpadkov. Se pravi, na tej proizvodni strani moramo zmanjšati odpadke. Plastične vrečke smo spravili pročne, ampak postavimo se v trgovino, recimo katerokoli mariborsko trgovino, poglej po policah, 5 klobasi zapakiranih v plastiko. V rinfuzi moramo iti. Ne? In to je nemogoče narediti. Pa še eno vprašanje imam okrog tega. No? A jo znamo sami narediti? A to je visokotehnološki produkt? Kaj, če bi sami naredili, pa svoje strokovnjake zaposlili in potem tudi v tujino prodali to tehnologijo? In en pogoj imamo v Levici okrog tega, kaj narediti, na kak način zastaviti. Ne sme biti profitna.
Ne sme biti profitna in zasebna. Zakaj? Zato, da bi bila profitabilna, se bodo potem smeti od drugot uvažali v Slovenijo in tukaj kurle. Ne, mora biti javna. Kratek rok, 30 sekundnih replik, prosim lepo. Povejte, gospod Kangler. Ni žalostno, da kaj danes tukaj poslušamo, da se ukvarjamo z zažigalnico. Samo 60 km, poglejmo. Kako dolgo jo že imajo v Celju? Kako dolgo že imajo v Celju? Žalostno je to, da je ena poslanka reče, dokler bom jaz tu, tega v Mariboru ne bo. Gospa Lidija, Nisem še končal. Kdo je v Celju zgradil? Se strinjam z gospodom iz Levice. Kdo je v Celju zgradil? Domači, Evropa je dala denar, domači strokovnjaki. Tukaj smo imeli dekana, dr. Samca. Kdo ga je vključil v delo? V Celju so ponosni na njega, v Mariboru, ker je doktor, pa ga gledamo po strani, ker ima ideje. A je to normalno? Ne, ni. Zato je potrebno dati priložnost strokovnjakom in z domačim znanjem zgraditi to, kar znamo. gospod Trček, gospa Mirnik Divjak, gospod Trček. Opozoril predvsem, da moramo manj smetiti, ker sem v soboto Pekrski potok malo pucal, pa ne, še ena druga zadeva, veste, smetlarskega turizma bo konec. Jaz sem študente spraševal, kaj se vozi na Kitajsko? Smeti. Kitajec je rekel, ne bomo več uvažali smeti. Orban, ko je rekel, ne bomo blato uvažali, smo imeli takoj težavo. Ne? Malo manj šmucih moramo biti. Gospa Mirnik Divjak, izvolite. Ja, zdaj samo apropo vsemu temu. Ne. V Mariboru imamo absolutno premalo odpadkov za to, da bi ta sežigalnica, ki bo by the way stala 50 milijonov, ki jih bomo mogli sami dati, oziroma država, da bi bila sploh rentabilna, kar pomeni, da bomo od drugot te smeti sežigali in jih pač od nekod uvažali. To je prvič. To je 400 kamionov na dan, spoštovane dame in gospodje. A si vi predstavljate, da mimo vaše hiše, tam na Taboru, tam v onem delu, kjer jaz kandidiram, vozi 400 kamionov na dan? A si predstavljate? Vrtički, samo oskrba, turizem bi se radi šli, na koncu bomo pa jedli belo solato. Tako da res je, dobiš lahko toploto, da bi mi potem se ogrevali na ta način, ampak dobiš pa tudi ogromno in več tono odpadkov, kam pa bomo potem te dali, ker seveda vse se ne sažge, oziroma so odpadki tudi tam. Kot rečeno, Maribor ne bo postal greznica Evrope, zato ker so se to odločili v SDS-u, pa očitno tudi mariborski Putin, naš župan. Gospod Memon. Maribor ne bo greznica Evrope in tudi pravzaprav danes smo slišali tukaj kar nekaj zavajanja, ko se omenja plastika. Plastika ni predmet sežiganja v napravah, ampak govorimo o komunalnih odpadkih, to je treba razjasniti. Greznica Evrope bi potem tudi bil Dunaj, pa danes ni, ker so pravzaprav ekološki standardi na zelo visoki ravni. Potem pa pozabili ste tudi omeniti kogeneracijo. Na ta račun sežiganja odpadkov je možno ustvarjati tudi električno energijo. To pa se pozablja. Gospod Osonkar, na kratko, potem pa naslednji krok. Tehnične in tehnološke debate in pa elaborate z veseljem preberem, dosti manj jih razumem, še težje se v njih odločimo, to naj tudi počnemo skupaj z strokovnjaki. Pozabili smo ali pa ga ne poznamo en koncept, ki se veže točno na to debato, ki imamo in zelo razširi kontekst in je zelo modern. To je koncept odrasti. Ne? To ni filozofski koncept, je uporaben koncept, ki na kratko pravi samo to, trošimo manj. Zavedamo se bolj tega, kakšno je naše okolje in trošimo manj, pa ne samo na osebni ravni, ampak tudi na ravni javne porabe. Jaz si prav predstavljam v novem obdobju, ki bo zdaj, upam, da sledilo po 24.4., da bomo lahko Levica skupaj z drugimi naredili, kot temu rečemo, presejalni program razvoja koncepta odrasti od vrtca pa do penzionistov. Skratka, ljudi navaditi na to, kaj pomeni biti nepotrošnik, kako se iti samo preskrbo energetsko in prehransko, skratka, nov način izobraževanja. Odprimo še eno vprašanje, razvojno vprašanje za Maribor, vezano pa seveda na državni denar in državne investicije. Mariborska občina že usklajuje sporazum z Ministrstvom za infrastrukturo, po katerem bi izgradnja predora pod mestnim središčem postala državni projekt, ki bi nadomestil gradnjo severne obvoznice. Sporazum naj bi po prvotnih predvidevanjih podpisali konec tega meseca. Gospod Trček, ali podpirate gradnjo tega predora, pri katerem bo seveda potrebno državno financiranje? Boste to v bodoči vladi, če boste, in kot poslanec odločno podprli? No, veste kaj, najprej je treba celotno prometno študijo regije premisliti. Ponavadi, ko zakoplješ, to so me gradbinci naučili, je takoj 30 do 50% draže, gre čez center mesta. Verjetno bomo najdli tudi kako zgodovino Maribora, ki jo še nismo spoznali.
in verjetno bi s temi penezi uredili potniški promet v mestu in regiji, pa še poštimali kolesarske steze. In mi pozabljamo, 40% energije v Sloveniji se troši za promet. Mi se moramo tudi vprašati, koliko in kakšne luke Koper, in moramo se tudi vprašati, kje bomo kaj imeli. Jaz se s Kanglerjem strinjam, takrat smo hoteli HSE v Maribor, ampak tvoji partnerji SMC so bili takrat s figo v žepu. Gospod Kaloh. Ostal sam. Prikrlak pove. Na vprašanje tunela. Takoj, ampak sem se hotel prej k repliki javiti. Glejte, v celo je tisti šolski primer, kako se to dobro dela. In za toploto, in za električno energijo, tako da tu ne rabimo zdaj neke nove tople vode izumla, da pa je poslanka Lidija Divjak Mirnik povezala Maribor in Greznico v enem stavku, jo bo postalo mandata. Zapomnite si. Gospod Kaloh, vprašanje most, tunela. Ja. Tunel, gledajte, to je zdaj nekak od te garniture oblastniške v Mariboru ideja. Jaz zdaj sam pravim, dajmo končno tranzitni promet speljati izven območja Maribora. Ne pozabite, da poleg tega famoznega tunela, zdaj, če ne bo možno severno obvoznice narediti, če bo stroškovno preveliki zalogaj, se strinjam s tem tunelom, ampak gledajte, nas še čaka zahodna voznica, ne? Še tisti prvi trak, del zahodne voznice mesta še ne manjka, ne? Jaz upam, da bo v naslednjem mandatu, da se v Mariborovčani lahko pripeljavi na Štajersko avtocesto hitro, ne pa da zdaj rabimo iz centra mesta, ne vem, da pridemo gor do Hoč ali pa doli v Brezju, ne vem koliko časa. In pa še nekaj ne pozabimo, ne? Tudi dotrajeni Malečniški most, ne? Zdaj se ravno trudimo, naša desna opcija se trudi, da se bo zgodila prekategorizacija ceste. Zakaj? Da bomo pol tisti most, ki povezuje Malečnik pa Pobrežje, lahko na novo zgradili, gospod Stepišnik. To je pomembno, ker tisti ljudje tam na Pobrežju pa v Malečniku so zaradi tega deprivilegirani, ker se prek tistega je nevarno hoditi, nevarno kolesariti, pa nevarno je za tovorni promet. Hvala lepa. Vaša soseda na soočenju, prosim, in potem gospa Mirnik Divjak. Jaz bi pa menila tako, bodimo malo bolj prodorni. Spet pozivam k skupnem delovanju nas vseh. Zakaj izbirati ali? Jaz menim, da je potrebno oboje. Ne? Tako povezati vzhodni in zahodni del torej, mesta. Torej tunel in severna obvoznica. Absolutno. In dajmo tukaj nastopiti skupaj. Evo, kdo bo to plačal, gospod Memon? Joj, no. Naš minister Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo iz naše stranke pravzaprav dokazuje, da Slovenija ni samo Ljubljana. In pravzaprav sem tudi sam sodeloval pri teh pogovorih in sem zelo vesel, da je minister naklonjen tej investiciji, kajti stroškovno je bilo pravzaprav predočeno, da bo ta tunel pod Mariborom pravzaprav veliko cenejši kot pa obvoznica, ki jo je potrebno graditi. In dejansko jaz podpiram, da pride do tega. Sami vemo, tukaj so tudi vozila pod zemljo, dejansko ne obremenjujemo toliko okolja, kot jo obremenjujemo ga navzven in zagotovo ta projekt podpiram. Gospa Mirnik Divjak. Zdaj v LMŠ se nam zdi pomembno podpreti tisti projekt, ki seveda bo cenovno stal, se pravi ali tunel ali severna obvoznica. Gre za to, da se, če se bo delal tunel, seveda se bodo stvari spodaj zagotovo odkrile in bo to podrožilo toliko in toliko, ampak nekaj še ne smemo pozabiti. Ne? Preden se o tem pogovarjamo, moramo vedeti, da kaj se je pravzaprav zgodilo že v Mariboru. Ne? Z zaprtjem Koroške ceste smo obremenili celo Mladinsko, zdaj se nam obeta tudi zaprtje Lenta in to bodo zelo veliki zastoji v Mariboru. Tako da pri tem je treba biti zelo previden. Pa še nekaj ne smemo pozabiti, če govorimo o financiranju le tega. Mi vemo, da je trenutna koalicija sprejela zakon o dohodnini. Zakon o dohodnini bo že leta 2024 občine zelo očitno vdaril po žepih, kar pomeni, da bo prišlo v občine manj dohodnine in s tem seveda posledično tudi manj investicij in vsega ostalega. Tako da veste, te stvari niso tako preproste, pa fajn je, če jih ljudje poznajo, predvsem pa je pomembno to, da če bo res država to potem sfinancirala v celoti, to tudi sfinancira v celoti. Ker če bo to padlo na ramena mestne občine Maribor, ni šanse, da smo sposobni to podelati. Gospod Raj, gospod Kangler. Poglejte, gre za kompleksni projekt, torej odločitev, severna obvoznica ali tunel ni bila sprejeta. Ideje so stare že 20-30 let, nobena dokumentacija, na podlagi katere bi bilo mogoče sploh sprejeti odločitev, ni bila pripravljena, razen kakšnih grafičnih renderov za širšo javnost. Jaz pričakujem, da bo pripravljena študija variant, izbrana varianta in potem, ko bo ta varianta izbrana, da se bo pristopilo k realizaciji projekta, seveda pa ta zadeva mora dobiti status državnega projekta, zato da jo bo država to tudi sfinancirala. Gospod Kangler, gospod Osonkar.
Ja, bom malo bolj konkreten. 7. aprila prije minister Vrtovec v Maribor, ima pooblastilo vlade, da podpiše z županom Maribora protokol o tej gradnji. Na potezi bo tako vlada, kot DRI, kot tudi predvsem pa tisti, ki vodijo mesto, župan in podžupani. In vi se sprašujete, kdo bo to plačal. Vi. To me je zbolelo. Ko smo mi se borili v državnem zboru... Vprašanje je bilo, ali bo to v celoti državni Ne, projekt. vi ste vprašali, kdo bo to plačal. Ne nas se pa vprašajte za to, ko imamo zakon o glavnem mestu, da vsako leto glavno mesto v Ljubljane dobi 15 do 20 milijonov z državnega proračuna. Drži. Takrat se pa ne vprašate, kdo to plačuje. Ako gre za Maribor, se vprašate, kdo bo to plačal. Gospod Vlada Kangler, Republike Slovenije mora plačati. In mora Maribor nekaj dobiti. na kratko še gospodu Sonkar na to temo in zadnja vprašanje vezano ravno na to, kar je govoril gospod Kangler. Prej malo državnih programov v Mariboru jasno. To, kar se mi tu zdi v redu, je to, da so se uspeli dogovoriti na mestni občini z ministrstvom. Ok, ne? Prišel bo nek razvojni denar, ampak za napačen projekt gre. Ta tunel rešuje kaj pravzaprav? Ne? Tranzitni promet, kateri? Vzhod-zahod, to pomeni, na zahodu se vstopi, na vzhodu Maribora se pride ven, nismo rešili tega mestnega prometa noter, ki je Mladinska Krekova, Gregorčičeva, ne? Ki je zgoščen, Lence bo zapr, ampak samo 2 točki. Tranzitnega prometa na tej liniji ni toliko. Ne? Kaj jaz mislim, da bi morali narediti, poleg tega, da je bolj smiselno ta državni denar kje drugje porabiti pri infrastrukturi, po ostalih mestnih četrtih in pa krajevnih skupnostih v Mariboru in pa mogoče celo okolici zunaj Maribora, južno obvoznico bomo naredili. Zakaj? Ker tistih par avtomobilov, ki se bo mogoče 3-4 minute vozilo skozi tunel, se bo pač zdaj vozilo mogoče 10 minut okrog. Ne? In še nekaj, če želimo okvir, ki se ga moramo nastaviti, pa ga skozi pozabljamo, je do 2030, pravzaprav za 50% ogljične izpuste znižati, moramo razmišljati o tem, na kak način bomo promet osebnih avtomobilov zmanjšali, skratka uredili mestni promet, znotraj mestne tranzicije. Gospod Kangler in gospa Mirnik Divjak sta odprla vprašanje financiranja občin, to je zadnji krok vprašanj, prosim, da ste kratki, 8 minut imamo za tole. Skratka, Maribor po trenutnem sistemu financiranja občin preko obstoječe formule potegne takrat, ko bi lahko rekli, ne, slabi 20 milijonov več obveznosti ima glede na naloge. Ali mora biti ena od prvih nalog prihodnje vlade nov zakon o mestnih občinah ali vsaj takojšnja sprememba te formule, po kateri se računa povprečnina. Gospa Mirnik Divjak, gospod Kangler in potem gremo še v tem krogu do konca. V LMŠ menimo, da je potrebno narediti novo formulo za izračun. Zakaj? Zato, ker izračun dohodnine v tem trenutku, oziroma povprečnine, se opravičujem, ni ustrezen, zanemarja namreč te razlike med občinami, ki so sicer mestne občine, samo so seveda tudi razlike med mestnimi občinami, zelo velike tudi po številu prebivalcev, pa mimogrede mesec dni nazaj smo eno novo spet naredili, zato ker so se tako odločili in na ta način poslancu SNS-ja se zahvalili za to, da glasuje za vse, kar prinesel na mizo, pa to ni pomembno. V tem trenutku namreč ne upošteva vse velikosti, geografske značilnosti in pa svoje posledice tudi infrastrukturnih potreb. To poznamo. Kako spremeniti formulo oziroma ali je potreben nov zakon o mestnih občinah? Ni potrebno, če imamo mi formulo. Formulo mi določimo in z ZIPRS-om določimo, koliko gre posamezne povprečnine občinam. Torej je potrebno samo formulo prilagoditi na situacijo, ki realno na terenu je. Ne rabimo novega zakona za to. Gospod Kangler. Ja, poglejte, tukaj ne gre samo za Maribor. Tukaj gre za vse mestne občine in druge občine, ki imajo večja središča. Od leta 1994, ko smo uvedli lokalno samoupravo, so nekateri centri ostali v središčih. Primer, Mariborska knjižnica je bila ustanovljena za vse občine, plačujejo mestne občine Maribor, nekatere sosednje imajo pogodbo. Z zakonom o spremembi lokalne samouprave je potrebno za Mariborsko knjižnico mestne občine Maribor priznati status. Pol imamo muzej NOB, plačujemo ga samo v mestni občini Maribor, čeprav so bili pogorski bataljon na hoškem območju, bistriškem območju, plačujemo ga mi. Tudi to ustanovo je potrebno rešiti na način, da skozi zakon o spremembi lokalne samouprave je potrebno priznati status. Kopališče Pristan. Vse osnovne šole vseh sosednjih občin hodijo na obvezne plavalne tečaje 4. razred. Mestno občino Maribor, če se motim, stane to 400 000 evrov letno samo ogrevanje vode.
Tudi to bi bilo potrebno priznati mestni občini Maribor, da je to ustanova regijskega pomena in na ta način zagotoviti boljšo financiranje. In ko bomo to dosegli tudi z takšno poslanko, kot je Lidija Divjak-Mirnik, potem bom jaz zelo vesel, pa se po prsih toliko, da sem Mariborčan. Gospod Osonkar, potem pa gremo še v notranji krog. Prosim za kratke in konkretne odgovore. Na več nivojih je treba premisliti, kaj pravzaprav so tiste obvezne naloge, ki jih občine delajo. Ne? In poleg tega upoštevati, da med občinami so razlike. Imamo zelo male občine, imamo večje občine in imamo mestne občine. Zakon o mestnih občinah da posebej. Formule treba premisliti, upoštevati pravzaprav to, kar ste zdaj, se moram strinjati, povedali. Ne? Mestni proračuni imajo odvisno, koliko so veliki, približno 85% obveznih nalog, recimo šolstvo, ostali manjši odstotek je pa razvojni. Če je to problem pri manjših občinah, je treba to prenesti na državno raven. Izobraževanje, na primer, na državno raven. Ne? Se strinjam, težko mi je priznati, s tisto zadevo, ne, da te zadeve je treba narediti. Kaj nam tukaj še pa fali? Mogoče pa je treba razmišljati o manjšem številu avtonomnih regij, na kateri bi lahko prenesli tudi te stroške. Gospod Trček, gospa Grgurevič, hvala lepa. Ja, gledajte, jaz se že tretji mandat bockam glede tega, pod Cerarjevo vlado niti niso razumeli, pod Šarčevo vlado je kazalo, da bojo malo razumeli, jaz celo trdim, da je to protiustavno. Mi smo tretjerazredni državljani in državljanke. Vsi mi tukaj plačujemo iste davke, iste trošarine, penez, ki bi jih morali dobiti, kot je Franc razložil, ne dobimo. Ko smo računali to pod unim nesrečnim Fištravcem, zdaj lahko rečem, je bilo 15 milijonov, zdaj je prišlo že čez 20 milijonov. To bo kmalu 100 milijonov, če ne uštimamo na ravni 4 let. In če bi to uštimali, in če bi to imeli uštimano, potem Kaloh ne bi rabili prekategorizirati nekega mostu, ker bi imeli tam peneze za most. Jaz osebno, to bo pogoj, da bom jaz podprl mandatarko, če bom izvoljen. Hvala lepa. To bo pogoj. Konkretno, gospa Grgurevič, gospod Kaloh. Ja, jaz menim, da je formula tukaj za izračun zagotovo zastarela, da so ponderi na deležu cest in površine previsoki, recimo ne upošteva se dele starega prebivalstva, tukaj so prenizki in pa ne upošteva se socialni vidik. Ne. Vemo, da bi bilo potrebno v formulo vključiti vsaj recimo ta delež brezposelnih v občini, ne, ali pa tisti, ki prejemajo minimalno plačo ali pa nižjo kot minimalno, kjer so potrebne tudi seveda posegi občine, ne, za nadomestitev. In pa to, da je Maribor dejansko ni enako druge občine, pokriva širše šport, recimo kultura, tako kot je bilo rečeno, zdravstveni domovi in tako naprej. Se pravi, absolutno je potrebna sprememba, ker je mariborska občina tukaj vsako leto oškodovana za skoraj 20 milijonov. Gospod Kaloh, ali nov zakon o mestnih občinah? Ja, gledajte, naša vlada dejansko udejanja decentralizacijo v praksi. Naš predsednik vlade je bil dostikrat v naši štajerski metropoli, za razliko od Šarca, ki nikoli ni prestopil praga mestne občine Maribor, nikoli. Zdaj je naša vlada, če se spomnite, z drugim PKP-jem dvignila povprečnine občinam že v letu 2022, v tem aktualnem letu, znaša povprečnina 645 leto, to se v razmerju do vladanja Šarca pozna čez 5 milijonov 300, se pravi, že s povprečninami smo to dvignili. Zakon o mestnih občinah bi seveda lahko to deloma zatečeno stanje rešil, se pravi, zdaj, če ima Ljubljana lahko kot prestolnica svoj zakon, zakaj seveda ne bi tudi mestne občine imeli svoj zakon in bi ta problem dokaj čez neko zakonodajno proceduro dokaj elegantno lahko rešili. Še dva v tem krogu in sklenemo današnje soočenje. Kot je že bilo rečeno, ta vlada je dejansko povišala povprečnino na rekordno zgodovinsko raven in dejansko, ko hodim po terenu, so župani navdušeni in si želijo, da ostane desno-sredinska opcija. Bojijo se, kaj se bo zgodilo, če bo prišla druga opcija in bo ta denar vzela. Dejansko, kaj si gospoda Boscarola se je v minulem tednu nabijalo na križ. Jaz pravim, mi rabimo v Sloveniji 5 Boscarolov in imamo 1 milijardo dodatnega denarja v našem proračunu, če bo 1 milijarda zraven, bojo občine lagodno živele. Gospodarska rast pa je bruto družbenega proizvoda, rast bruto družbenega proizvoda pa je 10,6 pod to vlado. Veste, kakšen znesek je to ogromen? In če bo država v tako dobri kondiciji, zagotovo bo tudi občine imeli dovolj denarja. Gospod Rajh, kar nekaj očitkov opoziciji. Ta vlada je res povišala povprečnine občinam, je pa seveda povišala tudi občinam stroške dela, stroške energentov.
in bom rekel stroške vzgoje in izobraževanja gospodu z Rajhu raznimi pustite, da bombončki. razvijem. To so in v bistvu občine so dejansko na slabšem. Kar se tiče financiranja občin, ali sprejeti nov zakon ali popraviti tega obstoječega, jaz bi tu dve zadevi izpostavil. Najprej bi morala vsaka občina, imamo zakon o lokalni samoupravi, povedati, kje zagotavlja storitve, ki so v tem zakonu določene. Če kateri storitev ne zagotavlja, mora povedati, katera občina to zagotavlja namesto nje in tam tudi tej občini to plačati. Imamo na primer osnovno šolo Gustava Šiliha. Obiskujejo otroci iz 27 občin, ustanoviteljica pa je mestna občina Maribor. Še je takih primerov. In to treba rešiti. Druga zadeva je 10 000 praznih stanovanj v Mariboru. Če 10 000 ljudi na črno biva v mestu, potem občina za te naše someščane ne dobi povprečnine oziroma glavarine. In mestna taksa, torej city council tax oziroma dohodnina, ki gre v občino, je izvirni prihodek lokalne skupnosti in to moramo rešiti in nasloviti. Prekoračili smo čas, zelo kratke, 3 replike, 4 in potem zaključimo. Imamo še kar nekaj soočen, ogromno tem še. Gospa Divjak Mirnik, gospod, kdo se je še prijavil na kratko in potem končamo. Hvala lepa. Res je, treba je povedati, da so v tej vladi povprečnino dvignili, vendar so pozabili povedati, da so ob tem tudi sprejeli zakon o dohodnini in bom citirala to, kar je Združenje mestnih občin napisano, ko so ta zakon sprejemali. Citiram, ogrozilo bo investicije, tudi izvajanje javnih storitev na lokalni ravni bo ogroženo. To so povedale mestna občina o zakonu. Gospod Kalo, gospod Kangler, na kratko. Zelo hitro v enem stavku, ki se tudi nanaša na to, po 14. aprilu bo svoje delo nadaljevala že 4. vlada Janeza Janše. Hvala. Gospod Kangler, gospod Trček. Gospa Lidija Divjak Mirnik je pozabila povedati, kdo je predsednik tega združenja mestnih občin. Zoran Janković, ko dobi vsako leto z zakonom o glavnem mestu več kot 20 milijonov. Vi pa njemu sledite, namesto bi sledili Mariboru. Gospod Trček, gospod Osonkar. Ena zadeva, ki se s Kanglerjem strinjam, Ljubljana je glavno mesto in ne prestolnica. Prestolnica sta bolj Maribor in Celje. Po 30 letih potrebujemo reformo lokalne samouprave, delajo jo od Danske preko Avstrije do Albanije in nobena sebe misleča država ni tako neumna, da bi imela vse občine istega ranga, misleča Evropa pa je izbrala socialno demokracijo od Skandinavije preko Nemčije, Portugalske do Malte. Gospod Memon, še vaše pol minute, na kratko. Ta vlada je z zakonom o dohodnini uredila to, da je dejansko bo vsem nam ostalo v žepu več denarja in kaj to pomeni, če razmišljamo dinamično, pomeni, da bomo tudi več trošili in bo država dobivala preko davkov več denarja. Tako da ne pričakujem nobene krize. Gospa Grgurevič, nobene krize ne bo. Na kratko. Ja. Jaz bi samo še rekla, da vidim, da se vsi zavzemamo za dobre skupne cilje, mestno občino Maribor, tako da ne glede na morebitne delitve levo ali desno, dajmo združeno stopiti po tej poti, ne? Pa mislim, da bomo lahko s tem največ doprinesli našemu mestu in naši državi. Evo, zato se tudi zavzemamo. Gospod Osonkar. Ja, če Maribor misli biti neka prestolnica Štajerska, kar pogosto slišimo, ne, potem se mora tudi tako obnašati. Ne. Prosim, to pomeni velikodušno obnašati. Marsikateri problem potem mine in potem bo tudi manj lokalnega županskega šerifovstva. Ne. Zato tudi seveda pozivam vse na volitve 24.4. jasno in da prekinemo to histerično obdobje, ki se nam je zdaj zgodilo. Gospa Mirnik Divjak in še gospod Rajh za konec in smo soočenje končali. 24.4. je ključen, zato pojdite voliti. Kot sem se do zdaj borila in za Farmadent, če se spomnite, tudi za otroke, ko so jih posadili pred ekrane, tudi odločno sem rekla ne v diktaturi medijev in tako dalje, se bom tudi dalje borila za Maribor, zato ker sem glasna za Maribor. Gospod Rajh. Stranka SAP je dokazala, da je trden in stabilen koalicijski partner. Po 24. aprilu bo Slovenija dobila trdno, stabilno levo-sredinsko vlado s koalicijo KUL in gibanjem Svoboda. Zato vsi na volitve. Spoštovani kandidatki, spoštovani kandidati, hvala lepa, da ste si vzeli 1,5 ure časa za večer in televizijo BKTV. Med soočenjem je potekalo tudi glasovanje med gledalci in bralci, kdo vas je najbolj prepričal. Tudi to informacijo po soočenju seveda lahko najdete. Predvsem pa bi povedal, da je to šele prvo izmed soočen večera in televizije BKTV v naslednjih tednih.
Zato vas vabim seveda, da nas spremljate tudi naprej. Upam, da so vam kandidati z današnjimi odgovori nekako olajšali vaš razmislek, strinjam se pa z vsemi, ki so rekli, da je potrebno na volitve seveda hoditi. Hvala lepa v imenu obeh medijskih hiš in srečno. Hvala vam. Super razprava. Bravo, smo povedali, kaj smo delali v koaliciji. Hvala. Hvala.